Letos je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij že 5. leto zapored razglasila zmagovalce tekmovanja Ekotrofelija Slovenija, enega v tekmovalnem sklopu študenti in enega v sklopu fizične osebe. Ocenjevalna komisija je ocenjevala tehnični dosje, predstavitev in senzorične lastnosti posameznega izdelka. Med študenti je zmagal projekt uvedba modula koprive na jedilnik slovenskih izobraževalnih inštitucij in domov za starejše ljudi, to je sirupa, juhe, špinače in sadne solate iz koprive. Avtorja sta Kaja Cigan in Hieronim Belak, ki bosta zastopala Slovenijo na evropskem tekmovanju 6. in 7. oktobra 2013 na Anuji v Kölnu. Najin proizvod se imenuje uvedba modula kopriv na slovenski jedilnik izobraževalnih inštitucij in domovi za starejše. Kako smo prišla do ideje? Čisto preprosto. Poiskala smo podatke, kako je kopriva zdravilna rastlina. Potem so kar naredila najin poslovni načrt. Prišla je ideja, najprej ideja, potem pa kar akcija in sva realizirala. Za tekmovanje je izvedla moja prijateljica Kaja, potem pa smo tudi malo po spletu pogledala o Ekotrofeliji in pol so se kar prijavila. Zmagovalec v sklopu fizične osebe je projekt Rojspresso napitki z rojbosom, ki se jih lahko pripravlja na posebnih kavnih avtomatih v gostinskih lokalih. Rojspresso je čaj, ki združuje južnoafriški čaj rojbos, skrbno izbrana superživila in kanček umetnosti. Pripravimo ga pa na avtomatu za kavo, ki ga najdemo v restauracijah, barih in le z našo posebno zaročko. Zaradi tega je inovativen, kreativen izdelek, ker iz njega pripravimo cappuccino in latte macchiato in ledeni čaj. Naše sestavine so skrbno izbrane, si zelo prizadevamo, da naredili svoje nasade, vseh sestavin potrebnih, vseh ne bo šlo kot guarana, saj, jagode in pa rojbuš. Ostale bomo, pakiramo ekološko, tako da gostinec lahko vrže uporabljen izdelek v biološke odpadke. Tekmovanje, kateremu smo bili priča danes, potrjuje, da še kako rabimo inovativnosti v naši industriji, živilsko-predelovalni industriji. Tudi jaz prihajam iz mlekarne in še kako so nam pomembne ideje, ki jih lahko udejanimo v našem normalnem življenju, da potem to realiziramo skozi izdelke, ki jih ponujamo našemu potrošniku. In današnja prireditev in podelitev teh nagrad je pokazala, da je predvsem med mladimi zelo veliko inovativnih idej, nekega podjetniškega naboja, ki ga v panogi in v Sloveniji potrebujemo in upam, da bodo imeli v Sloveniji tudi z našo pomočjo pogoje, da bodo te svoje podjetniške ideje lahko kar najbolje izrazili. Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo razpis za tekmovanje Ekotrofelija 2014 objavila spomladi 2014.